takale šansa pa skoraj ne sme iti mimo. Glede na to, da ima s Primožem na testu tegale Mustanga Dark Horsa, pa da ga bo treba kmalu vrniti, pa da je zdaj dežval, pa da je kar umazan od vse vožnje, bomo mi opravili. Tako da danes zrihtamo tega žrebca zunaj, zraven bom pokazal vse produkte, ki jih trenutno uporabljam, tako da boste vedeli, kaj si lahko tudi sami umislite. Zdaj en disclaimer oziroma dva, takoj na začetku. Jaz sem hobby detailer, tako da to delam samo za gušt, ne delam tega profi, tako da če kakšna stvar ni po najvišjih standardih, pač jaz tako delam, tako paše trenutno, ko bom najdel kakšen nov način, ga pa itak upeljem v to svojo rutino. Druga stvar pa vsi produkti, ki jih imam, ki jih bom pokazal, jih kupam v operiauto.si. Zdaj po novem sva s Primožem tudi njihova ambasadorja, tako da bo kar nekaj kontenta še v tej smeri narejenega, tudi na njihovi strani, na njihovih social medijih, tako da, zdaj se pa lotimo. Preden začnemo še par stvari, tale simulator tukaj v kotu bom lih malenkost zaščitil z enim polivinilom, tako da ne bo mokar, sicer načeloma ne bi bilo dovolj prostora, ampak nikoli se ne ve. Vrata bojo danes odprta, zato ker je lep sončen dan, tako da bo šla vsa vlaga še prej ven. Zdaj pa naberemo stvari, najprej platišča. Vedno začnemo na dnu avtomobila, tako da platišča in gume, to bo zdaj prva stvar in jaz imam tukaj od P&S-a Breakbuster, to je v bistvu tak šampon, ki ga lahko date tudi v penilc in jaz imam tukaj od Big Boya ločeno flaško za penilc, tako da tukaj noter imam z vodo zmešan tale čistil, potem pa seveda ena krtača, da gremo noter pa bobne, čopič, pa še čopič za gume. Zdaj imamo vse pripravljen, platišče je treba najprej sprati, zato da gre dol vsa ta umazanija, ki bo šla pač samo z vodo stran, da pa s temi kamenčki in ostalimi stvarmi ne drgnete po platiščih, pa pena, pa ročna dela. Tale visokotlačni čistilc je od Big Boya, ga imam montiranega tam na steni, bom pa še pokazal. Najljubša stvar je pač ta hitra spojka, da lahko med nastavki preklapljate izredno hitro. Tole. Zdaj pa vidim, da imamo res ogromne bremze na tem Dark Horseu, da bo treba še s kakšno manjšo krtačo iti tam nazadej. Tole, pa jaz v bistvu samo odstranim tole, pa tam nazaj šobo. Vsakič preden dam nazaj v vedro, tele krtače, ko so umazane, jo samo sperem. Naprej pa s čopičem. Tele brembo ti res dobro ustavljajo, ampak obenem pa proizvedejo tudi kar nekaj tega zavornega prahu. Ampak je pa to bolj satisfying, ko to spucate. Je pa ful všeč dizajn platišč na tem Mustangu, zato ker so zelo taka odprta. Lahko jih je pucati v bistvu. Takole pa ne pozabiti nikoli še tle okrog vijakov, zato ker se zelo grdo vidi, če pozabite. Pa če ljusti seveda. Takole. Takole. Tako pa še krtačo za gume.
Zdaj pa gremo k predpranju in pranju. Jaz za mušice spredaj pa za kakšno umazanijo na spodnjem delu uporabljam kar tale K2 APC Strong, se pravi, to je all-purpose cleaner, razmaščevalec, ki ga lahko uporabljate za ogromno stvari in zunaj in noter. Ponavadi ga kar namešam takole v pršilko 1:10 ali pa še več, odvisno koliko je pač trdovratna umazanija. Potem imamo pa K2 aktivno peno. Ta mi je še vedno najljubša, zato ker za 5 litrov, se mi zdi, ja, 5 litrov, za manj kot 20 evrov, kar v bistvu meni zdrži več kot pol leta, pa kar pogosto perem avte, tako da je top. Takole je dam lepo v penilca, isto po navodilih razrečeš, odvisno koliko gosto peno hočeš, ampak konec koncev pregosta pena tudi ni ok, ker se pol samo zalep na avto, namesto da bi v bistvu umazanijo speljala dol do tal, da skapla dol. Potem pa, kar se pa tiče šamponov, pa zelo različno. Za kakšne avte, na katerih imam keramično zaščito, uporabljam pa tudi kakšne take, ki imajo gor tudi boosterje, da v bistvu obnavljajo to zaščito, drugače pa od Koch Chemija GSF, to je v bistvu kar Snow Foam. Jaz ga uporabljam tudi kot šampon, zato ker v bistvu nudi odlično lubrikacijo, tako da pa ne delate prask na avtu in takih stvari, tako da je to to. Zdaj pa, najprej predpranje, avto speremo, potem pa pena in operemo. Paziti morate edino, da tega ne delate na soncu, če pa že se vam pa ne sme zasušiti. Pa tudi fajn je, da je motor hladen, zato da je pa tudi pokrov motorja hladen, ker če ne, se lahko hitro zgodi kakšna nesreča, pa pusti kakšne sledi. Ta čas pa vzamemo še tole sulico za podaljšek. Tako da isto na Quick Connect, šovo gor in ko predpranje naredi svoje, se lotimo spiranja. Malo šampona, ne pretiravati, ker ni potrebe. Takole, šobico gor in še spenimo. Zdaj pa že znamo dva vetra. V enem je voda s šamponom, v enem je čista voda, oba gridgarda na tleh. Lahko ožamemo šampon in od vrha dol. Pa ravni gibi. To je pa čisto hudo tole kupajersko streho pred. Kar se tiče pritiska, ful veliko ljudi me sprašuje, koliko pa pritisneš, pa če je kakšna umazanija, ki ne gre stran. Idealno je, da pereš s težo gobe. To je to. Ker če kakšna stvar ne gre dol, je še zmer lahko pa varno s quick detailerjem spraviš dol, kar pa da narediš kakšno prasko že zdaj tukaj. Moram pa reči, da je res seksi zapreti tale Mustang. Vedno je treba pogledati, če ni vaš avto, če se brisalc sploh dvigne tukaj pri havbi ali se zaleti direktno v havbo. Ker se je že po moje naredila marsikera nesreča, tako prav motorje je pa tako dolg. Ampak se je prav, se je tudi noter ogromna zverina. Res sva uživala s Primožem med snemanjem tega avta. Sej po večini zmer uživamo, ampak
vseeno treba poudariti, da je to kar takale posebna priložnost. Je pa kar globok noter, pa tudi osvetljenje, na začetku je ledica, da jih lepo osvetli. Za tele mreže lahko uporabite tudi kakšen čopič, drugače lahko greste pa tudi takole noter, če so dosti velike reže. Avto je opran, zdaj pa za finiš ga še posušimo. Tole je od Workstaffa, ta nova, mislim, da je Monster Towel ali King, nekaj takega. Mislim, da Monster je ta velika, King je malo manjša. Pol za popranje imamo pa še eno manjšo krpo, tale mislim, da je tudi od Workstaffa ena manjša. In pa danes imamo od 3D-ja Beat It Up, to je v bistvu nek tak quick detailer. Samo našpricate na površino, tudi spet lahko zelo malo porabite, toliko da malo dodate leska, sijaja, obnovite zaščito in tako naprej. Tako da se lotimo. Zdaj pri sušenju se sigurno pozna razlika, če je avto zaščiten s čimarkoli ali pa ne. Ker boste instant tako imeli veliko manj teh liskov stane, ampak dobro, tudi to se 1, 2, 3 posuši. Jaz imam tukaj mehko vodo, brez vodnega kamna, tako da ni panike, tudi če bi ga na konec dneva dal na sonce, pa se tole posuši, ampak ja, bomo naredili piko, koliko je treba, da bomo tudi mi zadovoljni. Pa dovolj za čist cel avto, samo ne malenkosti, pa kad dol tečejo, jih lahko še s kakšno manjšo zrihtate. Pa je to to. Z ogledal bo še kar parkrat ven prišla voda verjetno. Imam tudi spihovalnik za to, ampak ker ta avto ni nič posebej zaščiten, se danes ne bom igral z njim, zato ker veliko težje spihaš ven karkoli. Ja, zdaj pa še quick detailer, takole parkrat našpricate lepo, samo do susga pobrišete, pa dobite obenem. Če imate zaščito, jo malo obnovite, če jo nimate, jo malo dobite, par sijaj, pa še malo hidrofobnosti, tako da je pranje za naprej lažje. Pa res ne pretiravati s količino, ker nima smisla, ker višek itak zmer pobrišete stran in je to to. Še tele seksi boke, tole je tudi res lepo zgleda. Tudi tale barva je nekaj posebenega. V senci je praktično lahko črna, pol na malo bolj svetlih delih je taka vijolično modra, ker pa dobi sonce, se pa take oranžne perlice posvetijo, tako da res ful spreminja barvo. Ni sicer moja prva izbira za ta avto, ampak je pa res nekaj posebnega, to pa se moramo strinjati.
Čist zadnja stvar je pa samo to, še malo namažemo gume. Tole je od CarProja Darkside, tole je pa od K2-ja čopič za mazanje pneumatik. Dobite ga v takem ohišju. Pa je taka zelo nežna zadeva in me je ful presenetila, res super deluje. Malo pretresemo, odpremo tale aplikator ven in pol čisto eno malenkost v bistvu zliješ gor, no, še malo po prstih in sam takole greš naokrog, lepo premažeš. Zdaj, jaz imam raje bolj tanek sloj, pa v bistvu pol v kakšni uri od nanosa tudi suho krpo pobrišem, tako da je res tak mat izgled oziroma čist naraven izgled gume, ker ne maram, da se preveč cvet. Če imate pa radi več, lahko pa tudi pustite ali pa celo dodate malo bolj debel sloj. To je to. Mustang je spet tak, ki mora biti čist in pripravljen na vožnjo. In ko že govorimo o vožnji, naslednjem videu od tega bo objavila tudi test. Meni je bilo ful všeč, s Primožem sva res noro uživala, tako da se že veselim, da vam pokaževa. Zdaj pa še malo B-rolla, pa en cold start. Če ima pa še kdo kakršnokoli vprašanje, pa kar napišite spodaj v komentar.